Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. Izrael je še vedno v vojni, vendar poglejte, kako so zdaj videti ulice Jeruzalema. Mesto ni v žalovanju, niti ni prestrašeno, ravno nasprotno. Po vseh ulicah mesta potekajo velike zabave. Kaj se danes tukaj dogaja? Želim vas popeljati, da se mi pridružite na pohodu zastav in odkrijete, kaj se v resnici dogaja v Jeruzalemu ter kakšna je povezava vsega tega z bibličnimi prerokbami. Torej, če ste pripravljeni, začnimo! Pravkar sem tudi jaz dobila majhno zastavico in pohod se bo kmalu začel. Zato pojdite z nami, da vidite, kaj se danes v resnici dogaja v Jeruzalemu in kakšno povezavo ima to z Biblijo. Gremo! Začnimo tako, da najprej razumemo, zakaj prav danes potekajo vsa ta praznovanja in manifestacije v mestu. Danes je 28. dan meseca Ijar po judovskem koledarju. In to je jeruzalemski dan po koledarju, ki ga uporabljamo na zahodu, gregorijanskem koledarju. Datum se spreminja iz leta v leto. Tukaj na zaslonu bom prikazala tudi za naslednja leta. In jeruzalemski dan praznuje ponovno združitev mesta. To nas spominja na zelo težko poglavje v mestu Jeruzalem. Vsi ste že slišali za berlinski zid. Toda pa, koliko od vas je že slišalo za jeruzalemski zid? Ne o čudovitih obzidih starega mesta, ampak o zidu, ki je stal prav na tej ulici. Leta 1948 Jordanija napade to območje in zavzame polovico Jeruzalema, ki je bil do takrat pod britanskim mandatom. In polovica Jeruzalema, celotna tista stran Jeruzalema, je ostala v rokah Jordanije. Ljudje so navdušeni, da bodo začeli pohod in resnično vstopili v staro mesto. Ampak kaj sem vam pripovedovala? Celotno to območje je bilo v rokah Jordanije in celotno to območje je ostalo v rokah Izraela. In 19 let je bilo mesto razdeljeno. Ni bilo mogoče prečkati z ene strani na drugo. In nenehno so bili strelski obračuni z jordanske strani proti Izraelu. Bilo je izjemno nevarno biti na celotnem tem območju. In po 19 letih je bilo mesto ponovno združeno. In zato do danes prebivalci Jeruzalema, pa ne samo mesta, ampak tudi bližnjih mest, prihajajo sem praznovati ta dogodek. Ampak to je le majhen del prave zgodbe o dnevu Jeruzalema, ki vam jo bom še naprej pripovedovala, medtem ko bomo skupaj korakali. Gremo! Pohod se je začel v središču Jeruzalema. Se pomika po ulicah mesta in kmalu bomo vstopili v staro mesto. Tukaj ob meni že lahko vidite jeruzalemsko obzidje. Poglejte skupaj z mano. Torej, zdaj skupaj hodimo proti Damaskim vratom. Gremo! In ko opazujemo pohod z zastavami, lahko vidimo zelo močne preroške odmeve. Če beremo Sveto pismo, lahko vidimo, da je bila uničenje Jeruzalema že prerokovano.
In to se je izpolnilo leta 70 po Kristusu z uničenjem mesta in njegovega templja. In izraelsko ljudstvo je bilo izgnano iz svoje dežele. Toda, tako kot so preroki govorili o uničenju mesta, so prerokovali tudi obnovo Jeruzalema. Pripovedujejo, kako bo Jeruzalem ponovno naseljen, kako se bo izraelsko ljudstvo vrnilo v svojo deželo in da bodo ulice mesta ponovno oživele. Odvzel jih bom izmed narodov in jih zbral iz vseh držav in jih pripeljal nazaj v njihovo lastno deželo. Preroki so govorili o obnovi vsega Izraela, še posebej pa o mestu Jeruzalemu. Tako govori Gospod: vrnil se bom na Sion in prebival v Jeruzalemu. Tedaj se bo Jeruzalem imenoval mesto resnice, gora Gospoda nad vojskami pa se bo imenovala Sveta gora. Tako govori Gospod nad vojskami: starci in starke bodo spet sedeli na trgih Jeruzalema, vsak svojo palico v roki. Zaradi svoje visoke starosti ulice mesta bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo igrali. In verjamem, da se te prerokbe izpolnjujejo v naših dneh. To je proces, ki se je začel leta 1948 z začetkom množične vrnitve ljudi v svojo deželo. In ta proces se še bolj intenzivira od leta 1967 naprej z osvoboditvijo in ponovno združitvijo Jeruzalema. Ta pohod ni namenjen le spominjanju na nedavno preteklost Jeruzalema, torej na ponovno združitev mesta pred 59 leti. Ta pohod je namenjen tudi spominjanju na celotno biblično zgodovino Jeruzalema, na vso zgodovino, predvsem povezano z izraelskim ljudstvom. Zgodba, ki se je začela pred 3000 leti s kraljem Davidom, ko je prišel, osvojil Jeruzalem in ga spremenil v prestolnico izraelskega ljudstva, kot je še danes. Vem, da veliko ljudi širi dezinformacije, včasih nehote in včasih namenoma. Včasih slišimo ljudi, ki pravijo, da je Tel Aviv prestolnica Izraela. Ampak kot nekdo, ki živi tukaj v Izraelu, tukaj v Jeruzalemu, vam lahko zagotovim, da je prestolnica tukaj, v tem mestu. Mislim, tukaj je parlament, ministrstva, celotna vlada je tukaj. Torej, Jeruzalem je prava prestolnica, že od časa kralja Davida pa vse do danes. In zdaj je prišel veliki trenutek, da vstopimo v staro mesto Jeruzalema skozi damaščanska vrata. In želim, da dobro pogledate, kaj se dogaja tukaj okoli nas. In poglejte, da tudi po zadnjih 2 letih in pol vojne in spopadov Jeruzalem ni obupan, niti ne izgublja svoje vere. Da, res je, da se vojna še ni končala. Toda narod, ki je skoraj 2000 leti molil, da bi se vrnil v svoje mesto, ga nekaj začasnega ne bo omajalo. In Sveto pismo nam pove, da Jeruzalem ostaja osrednji del Božjega načrta. Nič ne more omajati vere Jeruzalemčanov,
niti v obdobjih vojne in težav. In mi moramo še naprej delati tako, kot nam naroča Sveto pismo. Še naprej moliti za mir v Jeruzalemu. Upam, da me dobro slišite, ker so glasba, veselje in praznovanje tukaj res neverjetni. Resnično, to nas spominja na svetopisemski odlomek, ko je David po osvojitvi Jeruzalema in tem, ko ga je naredil za svojo prestolnico, prinesel skrinjo zaveze v Jeruzalem z glasbo, plesom in veseljem. In resnično vidimo ljudi, ki še enkrat z glasbo in plesom prihajajo v mesto, pa tudi z veliko hrupa. Toda parada je nadaljevala po ulicah mesta, tako po sodobnem, kot kasneje po starem delu mesta, in se zaključi na svoji zadnji in glavni točki tukaj, pri zidu objokovanja. In to naključje. Zid objokovanja je izjemno pomemben kraj. Je izvirni del, ki je preživel iz kompleksa drugega templja v Jeruzalemu. In tukaj smo, da se spomnimo naše zgodovine, biblijske zgodovine. Kajti zadnjič, ko je izraelsko ljudstvo lahko tukaj svobodno molilo, je bilo pred rimsko osvojitvijo, pred nekaj več kot 2 tisočletjema. In zato so bili Judje 2000 let podjarmljeni v Izraelu, izgnani. Toliko časa so preživeli zunaj. In ljudje so lahko ponovno svobodno molili tukaj v Jeruzalemu, v starem mestu Jeruzalem, ne leta 1948, ampak šele leta 1967, prav na dan Jeruzalema. In to je tisto, kar prinašamo, našo svobodo, da lahko slavimo in častimo Boga. In zato, čeprav je pohod lep, živahen, je njegov glavni namen moliti in se zahvaliti Bogu. Ko je Gospod obnovil usodo Siona, smo bili kot tisti, ki sanjajo. In ta psalem ima popolnoma prav. Skoraj 2000 leti se je zdelo, da je vrnitev v Jeruzalem nemogoče sanje. Med izgnanstvom je bilo veliko preganjanj, pokolov in celo holokavst. Vsa logika je kazala, da bi bilo nemogoče, da bi se prerokbe o obnovi Izraela in Jeruzalema uresničile. Ampak poglejte, vse to vidimo s svojimi lastnimi očmi. Med letom 70 po Kristusu in 1967 je minilo 1897 let. In tudi po tolikem času se je beseda izpolnila. In ne samo, da je bilo staro mesto obnovljeno, mesto je zraslo daleč preko zidov. Danes je Jeruzalem največje mesto v celotnem Izraelu z več kot 1 milijonom prebivalcev. In poglejte, kaj je Zaharija napisal pred 2500 leti. Jeruzalem bo naseljen kot vas brez zidov zaradi množice ljudi in živali, ki bodo v njem. Impresivna sta energija in veselje ljudi. Tukaj so že ure in ure ter pojejo. Vidite lahko, da se je že začelo mračiti. In ta zabava bo res trajala še ure in ure. In mi jo bomo spremljali do konca, prijatelji. In zdaj se bomo spustili, da se pridružimo zabavi, kot nam je povedal prerok Izaija. Veselite se z Jeruzalemom in radujte se zaradi njega, vsi, ki ga imate radi.
Kot lahko vidite, so utišali glasbo. In zdaj je čas za glavne molitve, da se zahvalimo Bogu za vse čudeže, za vse izpolnjene prerokbe v zadnjih desetletjih, ki se vse bolj stopnjujejo. Dan za dnem vidimo, kako se svetopisemske prerokbe uresničujejo tukaj v Jeruzalemu. Včasih na nekoliko drugačne načine, a vedno z veliko ljubezni do Boga. Upam, da vam je bil naš današnji nekoliko drugačen video všeč in se vidimo naslednji teden.